No, zdaj pa poslušajte, saj niste več ličinke. Kje smo ostali? Med je sladka, aromatična, gosta tekočina, ki jo proizvajamo od čebele. A to pomeni, da diši? Ja, aromatična je to, da lepo diši, ja? Kakšen dolg čas. Danes pa res ne moram več poslušati v tej čebeli šoli. Tole je vse tako dolgočasno. Saj jaz že vem, da učiteljica Kasandra vse ve in danes je tako lep dan, kot nalašč za sprehod in da končno v živo spoznam vse stvari, ki me obdajajo. Saj me zagotovo ne bo nihče pogrešal, tako da pššt. Maja! Vili. Maja, kje si? Vili, tukaj sem, no. Kje je tukaj? Jaz sem tukaj, tebe ni tukaj, ti si tam. Ja, pridi sem, pa potiho, da naj jo ne odkrijejo. Kje je zdaj? Vili, no, odkrili naj jo bodo. Saj sem sam jaz. Maja, kaj počneš tukaj zunaj? Čisto malo sem zadremal, pa te že ni bilo več pri pouku. Pojdi greva nazaj. Vili, a vidiš, tudi ti si zadremal pri pouku. No, jaz pa ne mislim več dremati ob razlagah učiteljice Kasandre. Šla bo ven in si uživo ogledala svet. Maja, kaj pa govoriš? Kaj? Saj veš, da ne smemo letati iz spanja, sploh ne smemo letati, dokler ne končamo čebelje šole. Tak je čebelji zakon. Tak je čebelji zakon. Ja, točno tak je, ja. No, če nisi opazil, sva že zunaj. Tako da že kršiva zakon. Ampak zakoni so pa zato, da jih lahko kršimo in... Kaj? Ja, zakoni so zato, da jih kršimo. Ja, nisi vedel. Zato pa smo tam, kjer smo, a ne? Vili, samo malo se bom sprehodila. Nič se ne bo samo malo sprehodila. Kdo bo pa pazil nate, če se boš ti malo sprehodila? Ja, nihče. Zakaj pa bi kdo pazil name? Saj sem že velika. Maja, kaj pa, če se ti kaj zgodi? Zunaj je veliko nevarnosti, pa virusi. A kje vidiš mogoče kakšna nevarnost? Ne, virusa se ne vidi. Ja. Dober dan. Dober dan. A ste vi mogoče nevarnost? Vili, a nama boste slučajno kaj naredili? Ne. A to potem pomeni, da smo prijatelji? Ja. No, Vili, to so najni prijatelji. Poglej, kako so veliki, pa neke čudne stvari imajo na obrazih. No, ampak so prijazni in so najni prijatelji. A ste res prijazni? Ja. Kdor je prijazen, naj dvigne svojo nogo. Ne. Kaj ne? A nisi prijazna? No, vidiš, kako je No prijazna. prav, in zdaj, ko smo spoznali prijazna pitja, greva lahko domov, kaj ne? Veš kaj, ti kar pojdi, če hočeš, jaz ne grem. Ampak Maja, prosim te, no, kaj če naj jo bodo iskali? Učiteljica Kasandra bo zagotovo iskala tebe. Se mi, da si vedno najglasnejša pri pouku. Nihče naj jo ne bo iskal. Saj sem rekla, malo se bova sprehodila in pogledala svet. Potem bova šla pa nazaj. No prav, grem s teboj, ampak samo zaradi tega, da bova dva, če se slučajno kaj zgodi. No prav, Maja. No, v redu, pridi. Ja, to bo najbolje. Veš kaj, Maja? Maja? Maja, počakaj! Maja!
je že zelo lačen. A slišiš? Ja, slišim. Čebelja opera. Zelo spevno, ja. Poslušaj, no! Vsi slišimo od tu. Kaj pa je? Kaj? Ne vem, mogoče je pa to virus. Dober dan. Dobar dan, kako sta prisrčna otroka. Gotovo se bodo tudi moji mladički takoj luskali med sabo. In ko me čakam, da se zlezejo, samo še malo počakam, pa bodo moji malčki prišli na svet. Ja, pa ste vi? Jaz sem pa stenica, pravijo mi Šuštar. A ste vi prejle tako lepo prepevali? Lepo! Ojoj, hvala. Hvala za pohvalo, prisrčni otrok. Kako sta prijazna. Kako je pa tebi ime? Jaz sem pa Maja, čebelica Maja in tole je moj sošolec Vili. Ne smeš razkrivati svojih osebnih podatkov, GDPR! No, no, ne bodi neuljuden. Tako, ja, danes je prvič iz spanja, pa je nekoliko nevajen. Kaj no? Ja, dober dan. No prav, a ste vi mogoče nevarni? Ne. No, potem pa, če smo prijatelji in če niste nevarnost, nama pa lahko pomagate. Jaz namreč sem zelo lačen, ker že od kosila nisem ničesar pojedel. A imate mogoče kaj nektarja? Nektarja! Kako si neuljuden? A ja, se opravičujem. Oprostite, draga gospa stenica, ali imate mogoče košček nektarja za moj želodec? A dovolj? A je posrečen? Vili, ne moreš hoditi kar okrog in spraševati živali za nektar, no? Ja, se vem, v rožitar ga je polno. Ne povem, ne maram nektarja, raje imam samo rastlinje. Se opravičujem, kot sem rekla, prvič je iz spanja, pa ni navajen komunicirati z ostalimi. Je že v redu, nič hudega. No, drugače pa srečno pot otroka in pazite se nevarnosti. Prav? Najlepša hvala, gospa Stenica, za prijaznost. Samo malo. Kakšnih nevarnosti pa? Ja ne vem, takšnih, ki prežijo povsod naokoli. Morda kakšne pajkove mreže, žabjih ust, votra ježa ali česa podobnega, ja. Pajkove mreže! Ja. O tem se sploh še nismo učili v čebeli šoli, nimam pojma, kaj je to pajkova mreža! Kar počasi, se upravičujem, gospa Stenica, Šuštar, bi nam lahko pojasnili, kaj je to pajkova mreža? Vi ste pa res otroka. Seveda sva in v šolo hodiva in naj bi smela biti zunaj, ker to veleva čebeli zakon. No prav, naj povem, to je mreža, ki se komaj kaj vidi in zato se lahko zapleteš vanjo, ja. Potem pa pride pajek in vse, kar je v mreži, res čisto vse poje. No, ampak sedaj, ko to veva, bova še posebej previdna in pozorna na te nevarnosti. Najlepša hvala, gospa Stenica. Pajek pride in vse poje. To pomeni konec, finito. Ja, točno tako, ja. Zato pa sem rekla, pazita. Vse bo v redu. Nič ne bo v redu. Kup nevarnosti je zunaj, midva se pa sprehajava, kot da ni nič. Prosim te, pojdiva domov. Se boš navadil se boš. Joj, kako prijazni čebelici. Ah ja, no sedaj grem pa hitro pogledat pod vejo, če so tam moja jajčka. Mogoče so se pa že izlegli mladički. Komaj čakam, res grem pogledat, zdaj pa grem. Nasvidenje, se še vidimo kaj? Ja, seveda, najlepša hvala,
pomagal. Ja, je že v redu. Ja, se vidimo kaj, ja. Če preživiva to strašno izkušnjo, oba bova umrla, storila konec. Luč v tunelu bo zasvetila ali ugasnila, saj ne vem, kaj mora. Nekaj bo narobe, čutim, v mehurju čutim. Vili, no. Malo sem te polulal, pa ja, mehurno počakaj. Vse bo v redu, bolj bova pozorna, samo se malo se bova razgledala, no. Pridi že. Prav, zdaj grem. Vili. A vi ste že kdaj videli takšnega pajka? Niste še videli pajka tu v dolu? Niste še videli pajka? A so res tako nevarni? Taki ste kot slovenski parlament, eni ja, eni ne vem. Maja, počakaj! Sej sem tukaj, no. A ja. Tanka moja nit, pa vendar nihče noče bit vanjo bit. Počasi si pletem mrežico, na vanjo si ujamem večerico. Nevedni, če bi. Pa vendar ne dovolj nevedni, da bi se zapletli v mojo mrežo. Še malo bo treba počakati, samo še malo. Mogoče bo pa dale stenica dovolj zamišljena, da se bo zapletla v mojo mrežo. Kaj pravite? No, naj ste že ujame kdo, če pride v mojo mrežo, potacajo zveri, ki se pasejo tukaj. Danes so na travnik spustili še konje. Ojoj, moji mreži ne kaže najbolje, ampak upajo na najbolje. No, Vili, pojdi, no. Poglej, kako je lepo. Ja, sej lepo. Ta stena mi zelo všeč. A ne? Zelo je čedna. Mrežo? Jaz slišim samo bla. Ja, jaz sem tu, ja. Mislim, Wow, kako lepo. A to ste vi naredili? Pajkova miza. mislim, da je hotel reči pajkova mreža. Saj je vse v redu. Nič ni v redu, to je pajkova mreža. Na to me je opozorila mamica stenica. Če se prilepiš na to mrežo, je konec. Ja, že, ampak midva se jih bova izogibala. Kako, če mora biti 6 metrov stran po ukrepih? Ne vem, če to velja za pajkove mreže. No prav. Dajva se raje kaj igrat. Kako se lahko igraš, če tam je pajkova mreža? Ja, pa saj bova šla mimo nje, Prav. ne bova se tja zapletla. Vili, Pusti me, ker hodim mimo. A sem se prilepil? kamor se nisi prilepil. A se rajši greva kaj igrat, no? Jaz se ne morem igrati. A te tudi kruli? Ne, A te napenja? tudi mislim, da ne. Kaj pa je to? Nekaj brenči. Nekaj brenči. Mogoče nam pa je avtomatska krila. Kaj pa je to? Aja, pravi si ti pajke, no. Kaj je to? Ne vem, kaj je to, ampak leti pa zelo hitro. Poglej! Kaj? Mžin! Ena druga čebela. Počakajte.
muha. Muha je rekla. Kaj pa je? Ne vem, ima pa dobre zamure. Dober dan. Kakšna čudna čebela. Ne, kakšni čudni muhi. Midva nisva muhi, ampak sva čebelici. Jaz sem trot. Ja, trot Vili. Ti si pa neka čudna čebela. Ali kaj? Če pravijo, da to ni čebela, pravijo, da je to muha. Čakaj, Ja. muha. Ja, saj smo se učili o muhah. Že vem, učiteljica Kassandra je rekla tečen kot muha. Kot potrebna muha. Ja. Pa kakce imajo rade. Si pa poslušal tisti dan. Ivan. Gospod Ivan. Kakšni čudni muhi. Pa midva nisva muhi, midva sva... No, ona je čebela, jaz sem pa trot. Ampak tamle zraven je, Ja. pazite, da se ne ujamete v mrežo. Pusti ga, no. Ne se ujamem, če hoče, ne. Čebele bomo skrbeli skupaj, veš, oni pa za sebe. Muhe so svoje, čebele smo svoje, ne. Vsak za svoje, a veš, vsak za svojo želo, ne. Tako to gre, a veš. Ampak, gospod Muha Ivan, vi ste pa zelo hitri. Zelo hitro letate. Seveda, lahko tekmujemo. Hvala, da bom. Ampak morate se naučiti izogibati oviram. Ja, ampak mi pa to že znava. Zdaj Zdaj ne tekmujemo. s nikomer ne boš tekmovala, sploh pa ne z nobeno muho. Zakaj pa ne? Zato, ker ne, ona živi že. Mogoče pa muha enodnevnica. Kaj te je, pridite bučmana, da vam da razkažem svet. Pa kdo je Bočman, a? Kdo je Bočman? Kaj? Ker ste tak smešna sta bučmana. Dihaj. Pametnejši od neha, Maja. Gospod Ivan, mi dva že nisva bučmana. In tako se s čebelami ne boste pogovarjali. Bučman, jaz sem Bučman. Pravda, da vi pa muhi z napako, tak sta. Sedaj je pa užalil celoten čebelji rod. Gospod Muha Ivan, tole boste priklicali. Maja. In vidva sta prenerodna, da bi lahko bila muhi. Vidva sta pravzaprav, sta velika štora, tak sta. Kaj? Dejva ga, za njim, Maja, odletiva. Boste videl, mi Muha Ivan. Lepo čakajte, vas že dobiva. Me muhe, recimo, pridem tak kak čebela, bljek, je že bolje letati naokoli, teta, kot pa biti pridem. No, športnik ne bom nikoli. Kam je šel? Dejva ga vidi. Dejva ga, ja. Jaz sem za tabo. Gledam te, vidim, kje si. Evo me. Prihajam. Ojoj, moji otročički so že prišli na svet. Joj, to je najlepši dan v mojem življenju. Ne se mi še nekaj isto. Ojoj, še tukaj dalje pogledam.
ste v redu? Bili, A mene pa ne vprašaš, če sem v redu, a? ti si samo utrujen. Poglej, Vili, poglej, gospa Stanica je tamle. A mogoče ima pa zdaj kaj? Ne. Mislim, da se je ujela. Ti pa si pametna. Gospa Seveda se ujela! In to v pajkovo mrežo. Ampak sej veš, kaj je rekla mama Stenica? Ko enkrat padeš v pajkovo mrežo, je konec. To si rekel ti, ampak gospa Stanica je mamica, čakajo jo mladički in če je ne bo, pomagati ji morava, a ne? Brez skrbi. A ste za to, da ji pomagava? Ne. Ja, Vili, pomagati ji morava. Sem ti povedal, čebele držimo skupaj, muhe držijo skupaj, stenice držijo skupaj. Sej je sama govorila, da se morava paziti pajkove mreže, zdaj pa je sama noter padla. Ja, že. Sama je kriva. Ivan, pazi, stran, pojdi. Ivan, tu je pajkova mreža, pazi. Ivan, prosim te. Pojdi stran. Ivan, Poslušaj. Ivan, pojdi stran. Bučmana. Ja, že v redu, ampak tu je pajkova mreža, pazi, da se ne ujamaš. Res je siten. Ivanja! No, zdaj pa imaš, ko nimaš. Bučmana, štorasta. A sta se mi dva ujela, ali ti? Kaj te je zdaj tu? Pajkova Neka mreža. mreža! Na pomoč! Na pomoč! Ja, kaj naj storim? Nekaj moram ukreniti. Kam je šel pa Vili? Ivan je nekaj pobegnil. Ja. Še sreča, drugače bi se še on umil. V pajkovo mrežo si hotel reči, ne? Ojoj. Ja. Tale pajek bo pa danes zelo vesel. Ja, zelo vesel, ampak mi dva Nič, greva domov zdaj. Vili, Ne. pomagati, jima moramo. Edina gala, ne zakaj. Ti pa to piše. Ja. Ojoj. Ne vidi več pomoči, mamica Stenica. Ojoj. Pomagati mami. Tudi ne. Gospod Pajek! Kaj sta si skuhala, bom pojedel. Ne morem gledati, da jim pojemo. Gospod Pajek! Pozdravljeni! Gospod Pajek! Ja, kaj je? Čakam že cel dan, da se ujame kaj v mojo mrežo in pridem, ko je hrana in da je hrana tukaj. Gospod Pajek, kaj če bi vi vašo večerjo še malo odložili? Veste, slišala sem, da je to pretežek obrok. Poleg tega sem prepričana, da bo čez 5 minut še bolj polna. Oho, se pravi, da lahko pričakujem še večjo večerjo. Ja, mogoče se jaz vanjo ujamem. Oho, večjo večerjo od mamice Stenice in tile. Muhe Ivana, ja. Muhača tukaj. Zato vam predlagam, da greste še malo se spočiti. Ja, da boste zmogli to večerjo. No, bom pa počakal, seveda bom počakal, ampak malo se vrnem. Ja, Malo se vrnem. zagotovo se ne bo nič takega zgodilo, česar se bojite. Večjo večerjo od mamice Stenice in tega muhača. Ja, seveda bom počakal. Adijo! Ojoj, Maja, pa sedaj? lepo te je bilo poznati. Zakaj se boš žrtvovala? Saj sta ona dva dovolj, zdaj bo šla pa še ti, no.
Jaz ne grem dol. Jaz tudi ne nameravam, ampak nekaj se moram domisliti. Joj, kaj je že rekla učiteljica Kassandra? Da moramo biti v čebelji šoli, to je rekla, da so zunaj nevarnosti. Ja, ampak česa se bojijo pajki? A vi veste? Ja! Česa? Pajki imajo radi muhe! Ja, to vem, kaj imajo radi, ampak meni zanima, česa nima. Orle! In orle! Radi vode! Vode? Mogoče so pa Kitajci, ne vem. One, hano, žane! Ono, se nade govoriti tanec, ne vem, kaj govorite. Vidi, pajki ne marajo konjev, ker konji jim poderejo mrežo. A razumeš? Jaz tudi ne maram konjev, ker imajo tako velika kopita, da me lahko pohodijo. In tega se boji tudi pajek. Tega se bojim tudi jaz. Ja, ampak mi bi lahko uporabili zvijačo. Kakšno zvijačo? Če nama bodo prijatelji pomagali, seveda. A ste A ima kdo doma kakšnega konja? Ti si princesa, kje imaš konja? A ja, prav. A imaš samoroga? Bi ga pa imela, a? Kaj imaš? A je velik kot konj? A ja. Ja, kje bomo dobili konja? Pa se jih ne potrebujemo, da pridejo konji sem. Kaj, če bi jih samo uponašali, naprimer takole, popotanje skopiti. A veš, da prihaja cela hurda konji, da mu bodo razdrli to mrežo. In pajek se bo ustrašil. Ha? Ja, jaz bom konj. Tako, in ko pokličemo pajka. Ampak veš kaj? Pajek se ne boji samo konjev. Česa pa še? Na travniku so tudi koze Ha, koze. in ovce. In ovce, pa še krave sem daj, a ne? Pa tudi krave so, ja. Že In biki. Že. Kaj pa, če vsi skupaj oponašamo krave, pa koze, pa konje? Odlična ideja. Takole bomo naredili. Sem pogumen, ne? Niti para, ja. A ne? Ja, super. Tukaj na pol se razdelimo. Tule. Tale polovica tukaj boste kozice. Kako se oglašajo koze? Ne be, to so ovce. Pa se je lahko A imaš še malo jezik ven? To so koze, bravo. Mi bomo koze. Kaj pa krave? Kaj delajo krave? Kakšen me? Mu. No, to je bil zdaj bik, ne? To je bil zdaj bik. To pa še vol. Ja, no, kakorkoli. Imamo mu, imamo me, konje bomo pa vsi skupaj, a prav? Takole. Bomo pa to podali. O, in pajek se bo zagotovo ustrašil. Zagotovo se bo, če se jaz zdaj ne bojim. Dobro, vi imate čist koze, mi imamo krave, vsi skupaj smo pa konji, a prav? Prav. Pokliči me gospoda Pajka, ne? Najprej. Ga res moramo. Ja, mislim, da ja. No, pravno. Vsi skupaj zaključimo pajek, prav? 3, 4... Tri, štir zdaj, pajek, ne 3, 4, pajek! 3, 4... Zdaj! Go!
To je pa zaradi tega, ker sem jaz tako pogumen. Seveda. A ne? Ja. No, zdaj pa samo... A ja. Zdaj pa samo še rešiva stenico in muho. Stenica. Pusti, da se še ti ne prilepiš. Stenica. Gospa Stenica, ste v redu? Kaj njej fajn ali ne fajn, da ne vem. A ste v redu? Ni fino. Gospa Stenica, rešila vas bova. Na 3 jo potegneva stran od mreže. Prav? 3. Ne, pa ista si kot on. Vas to škečka tam zadnje. 3, 4, zdaj sem mislila. Hitro. Prav, jedu. 3, 4, zdaj. Pa se ne morem verjeti. Rešena sem. Ojoj, hvala. A ste v redu? Ja, seveda. A ste videli, ravno to, kar ste nama govorili, se je vam pripetilo. Veste, zarečenega kruha. Ja, vidite. Seveda, hotela sem najboljšo hrano za svoje mladičke. Joj, otroka moja, zdaj moram do svojih mladičkov, kadarkoli boste pa vidva, potem hvala karkoli. Prosim, samo povejte, z veseljem vam bom pomagala. Najlepša hvala, gospa Stenica. Res. Zdaj pa moram res hitro k svojim mladičkom. No, pojdite. Če so še živi in zdravi. Ja? Hvala, otroka. Ni zakaj. Nikoli vam ne pozabim. Nikoli. Srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Vaši mladički so že odrasli, po mojem. Nasvidenje, gospa Stenica. Adijo. No, sedaj pa še muho Ivana. A ga bova sploh rešila? Ne vem. Je bil kar zoprn, ne? Užalil je cel čebelji rod. Ja, res. Užalil je tebe. In kar je še pomembneje, užalil je mene. To je res, ja. Ojoj. Kaj ojoj? Vse eno bi mu lahko pomagala. Rešite me, prijazni. A ja, zdaj pa rešite me, ne? Rešite me. Prijazni čebeli. Pa zdaj vem, da sem vidva čebeli, no res. Vedno bom to vedel. Rešila ga bova, če nama obljubi, da bo odslej prijazen. Se strinjam. In da nikoli ne bo zasmehoval čebel. Tako. In Na troto. pomoč. Ali troto. Se strinjam. Gospod Ivan, Ja. rešila vas bova, če obljubite, da nas ne boste več zasmehovali. Da ne boste zasmehovali več nikogar. Nikogar. Pa seveda obljubim. Itak ne bom. Jaz se itak samo hecam, kdaj pa kdaj. Itak. Itak, ja. Pa tega ne obljubljam kar tak, no. Kaj misliš, je gotov? Gotov je. Rešite me. No, prav. Kaj pa vi pravite? A ga rešma? Kako je tako razmišljati? Samo malo, gospod Ivan. Kakšen imate pa vi kaj odnos do muh? Mame. Jaz Kakšen A jih kaj tolčete doma? Ne. Vsi so zelo prijazni. Kaj samo? Namažimo se s kremo. No, vidiš. Aha, namaže se skrimo proti muham. Bom jaz tudi kupil, ja, hvala. Dobro, Mogoče pa živamo. mogoče, ja. No, odlično. Jo bova rešila, ja, se strinjam. Vidim No nekaj daj, dobrega v tako njem. prosim. Ja, v redu. Enako kot pri stenici, prav? Na 3, 4, zdaj. Ja. Tako. 3, 4, zdaj! Hvala vama. Hvala vama. Nekaj, Ja, lepo kaj ste povejte. čebele pametne živali. Nikdar več ne bom zasmehoval čebel. Res, nikdar več. Res prisegam. Najlepša hvala, gospod Ivan, tudi muhe niste tako slabe. Od zdaj naprej smo lahko prijatelji. To je pa res
To je pa res dobro odločitev in še z veseljem lahko še kdaj potem poletimo naokoli. Potem, ko bova midva končala čebeljo šolo, prej pa ne. Ko sta vidva tako v redu, no, veste kaj, povabim vaju na piknik. Kaj te porečeta k temu, Vidi si za, ne? Ja. Bi videli šli na piknik? Ja, Brez skrbi bomo vodili seznam po vsem. tam, na enem finem prostoru, na Gnoju, pri sosedu. Kak je tam dobro, res. Tak se fino vgrezneš, pa takšen dober voda. Pa veste kaj, lahko bi delali gnojne kroglice. Hvala, gospodina. Nimava časa, morava nazaj v šolo, a ne? Ja, seveda morava nazaj v šolo, ja. Daj drugič. Kje bi pa ciljali bi z gnojnimi kroglicami? Hvala vam, lepo se imejte, morava tudi midva iti še. Škoda. Ja, pa drugič. Res ne? No, vejo, te pa se še kdaj vidimo. Ja, adijo. Srečno! Na gnojne kroglice. Jaz imam raje nektar, ko smo že pri nektarju. A bi lahko zdaj končno midva, jaz pa ti pa jaz, ali šla domov. A ne bi napravila še malo nektarja? Prav, ampak na poti domov. No, velja. Pojdi. Kaj pa slov prijateljev? Jaz sem ti rekla, poslovi se. Ne, reka si pojdi. No, prijatelji, najlepša hvala. Kaj, a ne greš? Kaj pa to? A ne greš? Ja, a se ne boš nič zahvalil, da so nama pomagali? Ja, spet. Hvala. Naprej, greva zdaj, ne? Ja. No, Vili je želel povedati, da najlepša hvala za pomoč. Brez vas nama ne bi uspelo, skupaj smo pa uspeli. Tako da, lepo se imejte, pridni bodite, veliko se smejte, pa radi se imejte. Adijo do naslednjič. Vili, njoj, spet se mi bo nekam zgubil. Adijo. Adijo. Hvala vam, lepo se imejte, nasvidenje, pozdravi, ostanite, To pa. domači med, ne prodajam drugačni med.